Dobro jutro, dobrodošli nov teden. Skočila sem na pošto pod tole knjigo poeziji od Sapfo. Na kofe si delam. V bistvu mi je zdaj... mi je smešen reči, kofe si kuham, ker si ga realno ne, ker vse aparat naredi, a ne zdaj, ko imam te kapsule, ker jaz turške itak ne pijem. Ok, takole. Ko so kratke? Aha, ok, tle so daljše. Wow, to je prav še original. Original pa slovenščina. Oh, wow. Zato je toliko debela v bistvu, ja. Jej! Ful mi je všeč ta barva. Pa to, ne vem, pač, ful je huda. Sicer si misli, da so trde platnice, ampak ni panike. Zdaj grem pa brati knjigo in pa kofe pit. Dragi štarta popoldne iz Bosne, tako da me bo pol lih pobral, ko bom jaz končala službo. Tale citat je vrhunski. Počni tisto, kar te osrečuje in se ne obremenjuj s tem, kar si mislijo drugi. Amen. Dober dan, lep pozdrav, dobrodošli v torek. Včeraj je prišel dragi iz Bosne, tako da jej, sva tako šla gledat serijo. Ja, danes je še že tako zjutraj služba. Jaz sem spila kavico, pa ful sem brala, bila sem tudi produktivna, brala posodo, peril, vse to, a ne, te osnovne gospodinske stvari. Tako da zdaj sem se zrihtala, grem naprej v službo, moram iti še v Millerja, tako da zvečer bo tak mini Miller haul. Pa grem pa delati, ne? In da preberem današnji nasvet. Včasih je čisto v redu, če kaj opustiš. Ne počni stvari, ki ti ne napolnijo z energijo in notranjim mirom. Tale februarski citati so ful dobri. Že januar je imel, februarski so pa pravno. Lep pozdravček, tako kot sem rekla, šla sem v Millerja, vzela sem res striktno tisto, kar sem imela zapisan, tako da šparamo svoj denar, pazimo, kaj kupujemo, ne kupujemo vsake neumnosti. A ne? Ok, gremo od začetka. Drugače sem to posnela v pokončen video, ampak se vseeno ne. Tale maska za obraz, prav una, veš, ko una iz enega kosa, a ne, ko povlečeš. Kokta, na vsake toke pač fura da spijem, drugač nisem toliko za sladkane pijače, ampak na vsake tok pa res sede. Pena za obraz, za shranjevanje ličil, kapsule in pa krema za roke, ko to pa jaz pozim, ful rabim. Eno sem že dala, tele. Mi je danes ena znanka rekla, da sem vsa v stilu Valentinovega, ampak, ok, v rižcu sem si dala srček zaradi tega, ampak nisem pa to ni nič mišljeno Valentinovo. Jaz ta polovr skozi nosem, a ne? Ne vem, napiši mi komentar, a boš praznovala svojo boljšo polovico Valentinovo. Moj dragi tak dela cel dan v petek je Valentinovo, ne, zato ker je pač dan v gostinstvu in potem pač itak vsi navalijo. To je itak sama marketinška fora. Mi to greva po navadku na kakšno večerjo ali pa kaj. Pa s njim pravim in, a bova praznovala in prav on, a ja, zakaj morava pa li praznovati v petek je Valentinovo, a samo takrat praznujeva ljubezen? In valjda, da ima prav, a ne, mislim, absolutno ima prav. Sploh pa res, še takrat, mislim, v petek bo itak posod po moje taka gužva in čist brez veze, tako da ja, dajmo slaviti ljubezen vsak dan, ne samo, ko je Valentinovo. To so itak marketinške fore. Podjetja itak samo hočejo, da zapravljaš. Veš kaj, če že zapravljaš, podpri mala slovenska podjetja. A ne? Te SPL-ce, ki se res trudijo, ki
ki preživljajo, mislim, ki se pač res trudijo, a ne preživeti. Taka podjetja podpri, ne pa te velike firme, ki itak imajo že to keša, ki so res samo greedy, pohlepna. Tako da, ja. Zdaj ne vem, bomo mi da kaj praznovala, ne? Jaz pravim dan Saški. Ja, se bova dobili v petek, ker bi se spodobilo. Pa sem rekla, če bi si kaj kupili, bi se tako kakšno malenko stala čokoladka, pa kaj nesvaska, valjda. In recimo, ne, zdaj imajo vse te neke slašičarne, imajo neke paketke, ne vem, po 3 tortice. Pa daj mi eno tortico, jaz hočem eno tortico vzeti, ne pa 3. Prav vse za pare, res, za pare, ne mislim za denar, za pare, ne, dvojina. Res, sam kapitalizem je. Pojma nimam, kaj bova, a bova kaj, ali ne. Mislim, fino bi bilo, vse ne zato, ker je Valentinovo, pa čisto, da imaš izgovor, da gi šlo na kakšno lepo večerjo ali pa da si kaj lepega prvoščeš. Tako jaz v bistvu gledam na to, sam tako kot nek izgovor, da si pač lahko kaj lepega prvoščeš, glede na to, da zdaj pač le malo pazam na denar in gledam in ne zapravljam kar vsak dan. Ja, modrosti za danes. Hojla. Zdaj sem z dragim prišla v Ljubljano, sam na hitro sva na CPO uskočila, ker sem imela nekaj za oddati. Zdaj grem na kavo, pol pa delati. Pa dežuje. Upam, da bo res sneg, da ga napovedujejo en dan, tako da upam, da bo res. Končno sem prebrala od Sally Rooney Intermezzo. V bistvu sem jo hitro prebrala, ne moram reči, da je trajala 100 let. Ok, takole. To je po moje njena prva knjiga, ki ima neko zgodbo, ki te zanima, kako se bo končal. Se pravi, tukaj je zgodba o 2 bratih. Peter, starejši, ki je star 35 in hodi z mlajšo Naomi, ki je stara 22. Obenem je pa še ful dober prijatelj svojo bivšo punco, ki pač od neke nesreče v glavnem takrat niste več skup. Potem je tukaj njegov brat Ivan, ki je star 22 in hodi starejšo žensko, ki je stara 36. In potem se tukaj zgodbe prepletajo, dogajajo in celo imajo nek konc, ki je dober, več pa ne povem. Vmes sem bila kaj jaz sploh berem? Se je dobro napisan v njenem stilu. Ženska je obsedena z besedo normalno. V vseh 4 njenih knjigah, ki sem jo prebrala, parkrat uporab besedo normalno. Mislim, se ni čudno, da pa tudi napisala knjigo o normalni ljudje. Pač ta pogovori s prijatelji in pa normalni ljudje sta mi bili ful dobri, potem tretja, kje si prelepi svet, mi je bila že dol in ta isto. Se je ocena dan 3 zvezdice od 5, a ne, kar je relativno v redu ocena. Ampak tako, pa tudi seksualne scene, ona ima to v vsaki knjigi, jaz ne vem, kaj je ona toliko obsedena s tem. Tako da ne vem, jaz jo imam počasi že tako, ne vem, mogoče, ona je v bistvu ena najpomembnejših pisateljic 21. stoletja. Ne vem, po moje laže ženska kar neha pisati, zdaj mogoče zvenim zlobna, ampak tako, pa knjiga ima 460 strani. Sicer segiš ful hitro, jaz sem jo res pač skozi brala, ne pa šlo ful hitro, tako da ne vem, Neka zgodba, da je bila, da te pa res zanima, kaj se bo zgodil, ker ponavadi njene knjige niti nimajo tako neke zgodbe, ampak se sam pač odvija življenje, kar sicer se tudi po sebi ni slabo, ampak tako, upam, da ne bo hmalo napisala kakšne nove knjige. Če si prebrala Intermezzo, please napiši komentar, kakšno je tvoje mnenje o knjigi. Še današnji citat. Skrb zase pomeni, da si dovoliš čas za premor. Vrhunsko. Ojla, pa zdaj. Malo snemam, danes sem malo vlog editirala, pa sem videla, da sem ful malo snemala. Tako da, ok, bom zdaj malo več, oziroma vse mogoče bo dobro, da bo krajši vlog. A ne? Kaj danes piše? Vir sreče so vse drobne stvari in navade, ki jih počneš vsak dan. Točno to, kar jaz skozi govorim. Te tam mali trenutki nas osrečijo, ne pa ne vem kaj. Skratka, zdaj sem pa še domov.
Tja imam štalo, imam perila zaprati, posode za pomiti. Nekaj si bom naredila za jesti in sicer imam listnato testo, ki ga moram porabiti in sem prišla na idejo, da si naredim pač pico in bom pač namazala z mezgo, pa sirček bom dala, navaden sir, pa mozzarelo. Pa tole sem kupila v Mercatorju. Srček pač bilo je znižan in sem lavno. Pa to, ko sem govorila, ne bom predstavljala Valentinovega, mislim, se ne bom, sem tako, 3 evre to stalo. Sem računal. Hočem probati, no, ful dobro izgleda, tako da bom pol posnela. V zadju se sliši stroj, tako da upam, da ni preveč moteče. Saška mi je prinesla bananin kruh. Ful dober. Bravo, Saši. No, še pol. Najprej bom mezgo dala. In dodam še mozzarelo, ki jo malo nastrgam. Kaj dobro zgleda! O njam. Ni kot pica, ampak meni je že zmeraj top. Zdaj bom naredila eno sladico, ki se da v te keramične posodice. Uporabila bom tale mandljev namaz, sladkor, javorjev sirup, jajca moram iskati, Jesus. Vanilija, baking soda, soda, mandljeva moka in pol daš ti čokoladne kapljice. To vse zmešaš, daš v te posodice, pečeš. Mislim, da tam okoli 150 mora preračunati, 350 Fahrenheit, mislim, da to 170 stopinj. Pa se lahko servira s doledom, jaz sicer ne bom. Prišel čas. Tole sladico sem dala zdaj ven iz pečice, samo moram počakati, da se malo ohladi. Medtem pa lahko tole malo probam. Bom pustila polovičko za dragega. What? Shit. Ne. Polovička je krema, pa polovička je biskvit. Ne. Itak, da sem se mazala. Izmer, kaj se maže, mora biti čokolada. Se mislim, ni slabo, no. Ni slabo, ampak nič posebnega. Tako. Li govorimo o čokoladi in pol se mi una posodica prevrne in v omaro tle od pisalne mize pa po kablu od kompjuterja sem razmazala. Tako da jaz sem zato pucala. Zdaj bi pa probala tole. Ja, moram fotkati.
Ta mandljev namaz je že mal. Nekaj bi čist trd, mislim, bil je malo bolj trši obliki. Bom počakala, da se ohladi. Zdaj pa mi je tle še ostal beljak in bom poskusila narediti par teh španskih vetrcev. Zdaj sicer čakam, da se pečica ohladi, ker mora biti samo na 100 stopinj. Bom dodala cukor, zmiksala, nakapala, pa to je to. In spekla, pa naredila se bom še testenine. Pice sem malo si pustila, pa imela jutro za službo. Pa se bom naredila testenine od sedilke, ki je napisala mi recept, pa podelim. Evo, skuhala sem polnozrnate testenine. Sedilka Maja, žive Majči, je napisala ta recept mi, tako da v komentar. In se mi je zdel zelo dober, tako da bomo pripravili. Sicer mes ga nimam ful, ampak se pravi, mes ga daš. Napisala je sicer origano, ki ga zdaj nimam, bom dala tako zelo malo timijana. Res zelo malo, ker je močen. In pa na mehne koščke narezano mozzarelo. To sam toliko pokuhaš, da se stopi in v to umešaš testenine in ješ. Evola. Ok, španski vetrci so pripravljeni in bodo šli v pečico. Tole ne je beljak s cukrom. Jaz drugače lahko tudi to tako samo jem. A je še kdo tak? To je dejansko sladica. Zdaj moram meringe dati noter na 100 stopinj 45 minut. Potem pečico ugasnem in pustim še stati nadaljnjo uro. Wow. Zdaj pa tole testenine. A ja, pa še malo olivca sem dodala, vse zmešala. Oh my god. Ful dober. Se pravi 45 minut pekla in potem sem jih pustila 1 uro v ugaseni pečici. Zdaj bom pa probala. Kupala sem se. Jaz sem drugače enkrat to že delala, pa so bili tako malo čudno mehki in zdaj ta tudi mehek. Ful so mehki. A ja, to moraš počakati, da se ohladi. Ne vem, jaz po moje ne znam to delati. Drugače je dober, sam niso pa hrustljavi, kako mora biti. Oziroma moram zdaj počakati, da se čisto hladijo. Pa bom v bistvu jutri jih jedla. Kakorkoli, dober je. Mehki so. I don't care. Dober je. Ojla, kako sem pa zdaj hitela, pa milijon stvari. Veselo Valentinovo. Napiš mi komentar, če si šla kam svojo boljšo polovico, prosim, da me zanima. Današnji nasvet. Prižgi svečo. Obred prižiganja sveče pred spanjem po dolgem dnevu pomira in ustvari vzdušje za sproščujoč spanec. Dobra. S kolegico Jasno sem bila še na kavi po službi in mi je dala tele fige v čokoladi, te Prešernove fige, ne. Tako da tega nisem še kol probala in se ful veselim, bodno posnela video, tako da... In se mi je odprla krema. Madonca. Na srečo ni bilo hudo, bila je v torbi, sem ji omazal tole torbo. Tak, cekrčaka nekaj nosim, tako da moram to zaprati, pa moram pa za jutr eno drugo torbo vzeti. Karton je drugače toliko dober,
Dobila sem tole od sodobnosti, imam eno zgodbo, nekaj seveda standard. To je ta zmenek s knjigo, mislim, da to izhaja na vsake 2 meseca in nikoli ne veš, kaj boš dobil, se pravi knjiga presenečenja, pa dajo še nekaj taka darilca. Jaz sem to naročila takoj, ko so oni dali ven, se pravi na začetku januarja, meni se zdi, in takoj sem plačala. Jaz sem sicer na TRR, sem imela pa slabe izkušnje, se fulno upomeč, da je skratice plačevati. V glavnem, tako je nekaj dobiš potrdilo, da je pa sprejeto, sem pa takoj plačala, kaj cute. In potem ti oni kasneje pošlje ta UPN, kar je tak čist preveč dela si dajo, v glavnem. In potem 30. januarja pride mail, da je bilo odposlano. In sem super, bil je pa lih četrtek ali petek in sem ok, sej, zdaj, ko bo sobota, dajmo reči v ponedeljek, da pride k meni. Pride ponedeljek, pride torek, noč. In valjda, jaz sem pol vmes se šlo pozabila in pol smo bili 11. ali 12. In sem čakajmo, zdaj pa že menili več kot 10 dni in moram pač poslati mail, kaj se dogaja. Jaz sem enkrat njim že pošiljala mail in mi niso odgovorili in pa sem nakrvno, pač ne maram pol kar pisati nekomu, če ne odgovori, ampak jaz sem to pačala, pač bom se pozanimala. In potem najdem en drug mail, pošljem, da pač še nisem dobila in kaj se dogaja, po moje so mi odgovorili v roku 5 minut, da ne najdem mojega plačila in če pač lahko pošljem to potrdilo. In jaz sem napačvala, da pošljem potrdilo in pol naslednji dan vidim mail, da se pač normalno opravičujejo za nastalo zmedo in da so mi priložili rokovnik. Tako da bomo pogledali skupaj, kaj je. Se pravi, najprej itak zmer tlele. Roman, tako je bilo, pisateljice Natalije Ginsburg. Zveni zelo zanimivo. Njena pripoved elegantno opisuje klaustrofobijo zakonskega življenja in temno plat materinstva, rane, ki ji puščajo laži ter nejasne meje med ljubeznijo in zamero. Ok, to pa že kar vidim, da bom morala čim prej prebrati. Italijanska pisateljica. Vidi to. Ena najpomembnejših italijanskih avtoric 20. stoletja. What? Kapsule s poezijo pesnika Rainerja Marija Rilkeja. What? Rokovnik Žul. Čekaj, kva? Čaj. Nagradni izziv za, da se napiše kakšna misel, vers ali pa pesem. Jaz drugače tudi pišem poezije. Ok, wow. Katalog. Ok, bodo tudi kaj za odrasle? Jaz tokrat te kataloge s knjigami berem, da je to nemogoče. Koliko velik stvari. Pač katalog, Potem pa je to ta rokovnik. Notebook. Čajček. Konopni čaj. What is this? Ok, tle imam jaz zdaj 4. Wow, ful stvari. Ok. From notebook, ki stane 13 €. Pa mislim, da je brez črt. Potem imamo tle tole knjigo Žul. Wow, to je po moje. To mi tudi deluje tak notesnik. Tole mi ni jasen, kaj je. A so to neka zreda kapsule? Ampak ne vem, a so kapsule, smo sporočila. Tole bom še prebrala. Čaj, konopljen čaj. Revija, ta njihova sodobnost. Ta revija, drugače da se prav, da berem. In pa tele avtorice. 100 strani, the best. Ok, to se bomo morala čim prelotiti. Revija. Ok, zdaj tole dvoje mi pa ni najbolj jasen. Tale notesnik je ful lep. Pa še tole bom odprla. Ja, ok, tole pa je uporabno, zato ker, zato ker niso datumi napisani, se pravi, koliko sem jaz letos morala sama napisati, pač prav mesece dneve, so tle samo meseci brez datumov, kar je ful dober. Koliko je to dober, se pravi, to lahko naslednje leto uporabim in absolutno, da bom.
hudo. Ok, tole je pa prazno. Neko, ki so drugače malo odbite, bom malo pokazala. Ker zdaj imam v planu, kaj bi lahko s tem. Bom takoj povedala, sem na tole. Ja, ne, biš naprej. Na ilustracijo tale, ni tako huda. Ok, zdaj pa takole. Tole bi pa jaz rada podarila nekomu med vami. Tako da tisti, ki bi to rad imela, komentiri, prosim, napiš komentar, da bi rada imela, dajmo temu reči, ne vem, rokovnik, vsega, kar poimenujemo rokovnik, ker imaš lahko kot rokovnik, kot dnevnik, po želji. Sicer potem se bomo pač morali dogovoriti privat, seveda, za naslov, potem, ko se bom odločila, ko ga bom zbrala, ne vem, potem se lahko zmenimo preko Instagrama, če pač nimaš Instagrama pa TikTok, da mi napišeš svoj naslov pa lahko preko maila. Ampak najprej, prosim, komentiri, da to sploh želiš in potem se bom pač odločila za nekoga. Pa tako brez pritiska se bom še kdaj kaj podarila, tako da, ok, bo še priložnosti. Tisti, ki si to želi in ki bo res to uporabljala, da bo res koristno, prosim, napiši komentar in se potem dogovorimo, kam ne pač pošljem. Tole kaj je še, res? Moram prvo pogledati, kaj to. Zdaj sem malo podrobno prebrala. Se pravi, tole so te kapsule s poezijo Rilkeja. Se pravi, v steklenički s kapsulami se skrivajo njegove misli in čudoviti verziji. Wow, the best! Tudi lahko komu kakšno pošljem. Se mi zdi ful dober. Potem tale rokovnik, kot sem rekla, žulj, so pa prekrasne ilustracije z naših domačih knjižnih uspešnic za zapisovanje vseh svojih bralnih odtisov, razmišljanj in lažjo organiziranost leta 2025. Tako da ja, napišeš, da si želiš rokovnik, pa napišeš kakšen lep komentar. Ne bom se brala. Moram jaz, ker sem lačna in pokor nekaj nakladam. Dobro jutro. Tele si bom naredila zajtrk. Tester kruh. Bom popekla. Bom pač dala v ta jajce mleko in popekla. Te kruhove šnite, kaj jaz doskrat delam. Zdaj nisem že dolg. Tako da. Današnji citat. Čas za pozitivno razmišljanje. Ponavljati afirmacije. Odločena sem, da se znebim vseh negativnih misli. Vadila bom skrb zase. Čudovita sem navznoter in navzven. Yes. Hudo? Ali pa čudovit sem navznoter in navzven. To tudi velja za moške, seveda. Evo, moj zajtrk, obkrožena s knjigami, revijami, pred mano, za mano. Tle na tleh imam cel kup knjig, hočem najprej prebrati knjige po celi sobi. Dobrodošli v hodniku. Se pravi, tukaj so takoj vhodna vrata in tle imamo tole omaro, ki je meni itak ful pri srcu, ne? Ker tle imam nakit in pa knjige. Ampak to je zdaj tako all over the place, kot reče, ne, razmetan, pač Bog pomagi, ne. Se razmišlja, da to malo, da dala najprej se ven. Še rožo ničla. Kakšne knjige ala enciklopedije pa take stvari, da bi dala čist ta spodno predal. Tukaj imam neke revije, ki so mi hude, ki hočem imeti tle, pa neke prebrane knjige, od Vesne Milek. In potem bi dala, pa mislim še en pa pol mogoče ostane, bi dala knjige, ki še moram prebrati, a ne da jih imam res le pred nosom, ker imam še en cel kup tam, pa še 3 škatle, 2 malo večji, pa 1 malo manjša. In sem se odločila, da bom štela, koliko knjig imam, ker me ful zanima. Po mojem mnenju, jaz mislim, da jih imam okoli 100. Jaz sem rekla 100, tako dam.
Tudi ti si daj neko številko v glavi, daj plis, pa na koncu, ko bom to seštela, bomo videli, koliko je, pa bom še dragega vprašala. Zdrav, ti pokažem tako na hit. Tle je en predal, tukaj so sicer revije. Tukaj so ene knjige, neki male, ene 4 knjige so prebrane, pa še tle neki. In potem, kot sem rekla, ta kup, ki sem ga zadnjič pokazala, 2 manjši škatli in pa še ena mehna črna, ki sem enkrat tudi pokazala. Se nima veze, ti sem neko cifro si dej v glavo, pa pol. Lahko napišeš, a si bil bila blizu. Ok, zdaj bom sem tlele malo maknila. Tale moja boga božična roža. Tako se fulumira, ne? Ampak tle so kar neke rdeče rata spet začele. Pa tukaj lej se začeli poganjati. Tako da ne moram tega vršiti. Bom dala to na stran. Tole je en kuža iz betona, ki nam je en gospod iz Bosne dal. Ful drugač težek. In pa tole, ki mi je dala moja tašča, to mi je pa tok lepo, to bom tudi imela dalo v Bosni bajti. Ok. Moram zdaj, kako je mazane. Oh my god, kaj čudan. Sem mislila, da se telefon premaknil. Kako je grdo, ko ni nič. Preveč je, mislim, mi tako bilo treba prebeliti, ampak je ful, pusto je. In pa tale, dečko, ki mi ga imat kupila zdaj, za decembra. Ok, zdaj, oh my god, moram prvo tle malo spucati pa pol. No, glavno, zdaj bom začela knjige dati ven, mogoče bom vmes kaj komentirala. A ja, moram pa šteti, to pa res ne smem pozabiti, to se mi zdi pa da kar. A ja, kofe sem si še skuhala. Imam kakšno 1,5 ure malo manj časa, preden grem v službo, tako da se moram malo podvizati. Bom začela čist na vrtni polici. Tole imam mehurčke z nečakine iz Tirana. Ker takoj, ko pride sem, mislim, koliko je to brihtna. Zdaj sicer stara že 4, dobro, takrat je po moje, no, glavnem 3-4. In čim je prišla sem v sobo, je takoj mehurčki, takoj ve, mislim. Noro, jaz se otrokom sam čudim. Kako prahu. Ojoj. Tu je zadnjič v Sveto pismo. Od Vesne Milek, tale mi je top, tale mi pa ni top. A ja, štet moram, joj. Zdaj takole enciklopedij ne bom štela, ker se mi zdi tako. Ampak te knjige, ki jih imam za prebrati, sprav Svetega pisma tudi ne bom, pa te 2 tudi ne bom, ker sem jo že. Se pravi, une, ki imam še za prebrati, brez enciklopedij pa takih knjig, ne. Ojoj. Tale revija je ena boljših, tak je mislim, pač božanska. Tle imam od Mojmirja knjigo, čaji. Tukaj pa en zaklad družinski. Tukaj, to je pa najin poročni album, oh my lord. To v bistvu nikoli nisem sploh delila. Oh my god. No, to pa lahko pokažem, ko sem jaz. Čekaj, na boljši svetlobi. Spremem, da sem se poročila uradno 2020, pa sem imela pa še v Bosni leta 2022 poroko. Pa če sem si tle toliko lepa, ker mi je toliko lep make-up naredila. Tlele še malo. Hudo. Le, muca. Pač sorry, skrivam mojega dragega, ker noče pač biti na YouTubu, tako da. Pač tale mačka je čisto random prišla. Ona je pa slučajno tam. Koliko je bilo zdaj? Dobro, malo pogledate slikce. Sorry za svetlobo. Ta najna poroka, no, v Bosni je malo sladko grenka, kapol, malo zatem je moj tast umrl, no, tako da je malo tako, no.
smo imeli najprej poroko, pa pogreb, tako da. Upam, da ti to ne dolgo časa, ampak meni se zdi, da bi mogoče bilo komu zanimivo. Tole sicer takole izgleda, sorry za svetlobo, ampak žal, ne, morala bi luč prižgati sem, mislim, iti polno zunanjo sem zasadnjo, ne moram zdaj. Vravno, tole je nekaj najbolj dragocenega. Potem imam še tlele eno Slovenijo v zgodbah. Ful dobra knjiga. Ful idej za izlete dobiš. Ful zgodb zveš. Potem tole je pa National Geographic. To sem dobila na eni izmenjevalnici, lepo prosim. Malo se sedem. Prav, si sem imela označen. Pač hude fotke za znoret. Wow. To bi pa morala. Pa portreti, jaz sem ful rada portrete, ko vidiš ljudi, ko niso samo tako znamenitosti, ampak so portreti ljudi in pol. Evo primer. 1906. Oh my god, ja se je. V južnoafriškem rudniku diamantov se delavci prevažajo v preprostem vozičku. To so v bistvu v zraku. Kaj čuden. Noro, kako dobra knjiga. Kdo bi to sploh hotel to stran? Mislim, to bo za vedno pri meni res. Veš, take knjige so pa meni neprecenljivo. Pa to je še starejše, iz katerega leta je me prav zanima. Svašta, sploh ni letence, ne get. No, gledam, sem kar pozabila na tole, priznam. To si bom pa prav morala vzeti ko enkrat. Eno popoldne pa to malo čekirati. Zdaj bom dala te enciklopedije nazaj, pa nek sistem, pa še par knjig ti moram pokazati, ki so ful dobre. Tole je avtobiografija od gospoda Milana Zdravka Kovača, utrinki arhitektove življenjske poti. Model je pač ful sodeloval, ful je delal v Egiptu, ful pomagal, cel svet prepotoval, tako stručko in sem začela brati in se kar nehala, to je absolutno čim prej zaprebrati. Štet moram zdaj, ta pa bo zdaj. Tole je sad in zelenjava, recepti, tako da to da naredim, tako sem. Tlele imam Dolina kraljev in sicer egiptologija, to mene pač ful zanima. Revija Vogue, ki je lepa vrena, pa sem ga še prebrala. Tukaj je pa nekdo, ki ga poznaš. Se pravi, super znamka. No sej, če veš, če ne veš, pač it's ok. Poletje 24, ja, to je lansko leto. Mala sem. Precious. Vogue. Še tole sem našla, tako da tudi tole dam. Tako da tudi tole z veseljem podarim, če bi domel, a pa če daš naprej, sploh ni problem, ko darilo, res ni panike. Sam da se ponuca, da nekomu korist, ker meni realno, mislim, se ful lepo zgleda na steni, ne, če tako pogledamo. Sam, kaj jaz to pol niti ne opazim, drugače je tako ful luškana, ful lepa. Tako da če bi domel, napiši komentar, bomo temu rekli razgledanca, čeprav ni razgledanca. Plakat tudi ni. Grafika. Razgledanca bom rekla, ker mi bo še nalažji. Če želiš to imeti, napiši komentar, potem bom zbrala nekoga, se pa zdaj imamo že 2 giveawaye v enem vlogu. Tako da, če želiš, napiši komentar in pa se bom odločila in bom nekoga zbrala in potem se privat zmenimo za naslov pa tako naprej. Ok, tle imam še neke poezije. Neruda. Jaz obožujem Nerudo. V italijanščini pa pač v španščini. Upam, da bom kaj razumela.
Aha, Irena Cera, to je prebrano, bom dala na škatlo. Tole, prelom stoletja španska umetnost od 1881 do 1925. Bom itd. prebrala. Ja. Ok, se pa moram malo brati. Egipt. To je pa bolj enciklopedija. Pa jih ne bom zdaj kobrala. Kako dobro zgleda. Oh my god. Enkrat se bom absolutno lotila. Zakladi Slovenije. Wow. To bo pa treba malo bolj prečekirati. Škaj pozabila sem, da imam vse to. Jesus. Tole je Rok Zelenko. On je v bistvu, kaj pa jaz vem, umetnik, slikar, vse živo dela. Tudi njegov oče je delal, svašta, tako ful lepa. To sem že prebrala, to je tako lepo. If you know, moja prva enciklopedija, to sem jaz imela, ker sem bila mlajša. Potem sem to dala naprej, kakorkoli. In ker imam toliko v glavi, da je fajna, sem jo bolj v antikvariatu kupila in mislim, da sem dala ful pocen. 5 evrov se mi zdi. Iz leta 97. To je pa tako neki, to je pa meni najboljša enciklopedija. Preprosto, na kratko. Upam, da bom lahko to naprej predala mojemu otroku, ker to je pa, ne vem, neki tok lepega. Jaz sem pač furala enciklopedije, take stvari. Še tole knjigo pokažem, Food Mania. To je ena lepših knjig, to sem je slučajno našla v antikvariatu, mislim, sem dala 15 evrov za to. Slike so čudovite, meni je že sam zaradi slik, ne vem, pač, to je ta nostalgija, te stare stvari, vintage, jaz sem itak čisto ljubiteljica tega in, mislim, ne vem, no, meni je to tak zaklad. Kako mi slepe knjige! V bistvu sem skoraj konc, imam se še par knjig. Sploh ni veliko, ker sem mislila tega ful več. Vidiš, koliko je kama še zmetan. Ono sem mi tako makala, ko sem prebrala. Tlele imam še na knjigo tapasov, pa tlele imam vodnik po slovenskih muzejih in galerijah. Tale je Fusterman, se zdi, ta je novejši, pa tle imam 100 muzejev na Slovenskem, tudi ful dobra knjiga. Cel ni od Bogataja. Tu na razpodi. Tako. Se imamo tle, pa tale priročni stvar tuj, ki je drugače ful dober. Sicer nima vseh besed, ampak koliko ima je dober. Kam ne ga pa dam? Ok, ful dober. Zdaj imamo tle, sem še par tako stvari se prebrati. Sprav. Tole. Cool, pa še te knjige danes, ko dam tja. Mam je žal, da nisem prej slikala, da bi bilo naprej in potem, ker je tok lepš, mogoče ne zgleda lepo, ampak jaz vem, kak je bilo prej. Tole moram v bistvu odnesti v smetino, tako da... Kak je lepš, tako prav lažje diham, Dober večer. Včeraj nekaj sem rekla, da to ful težko odpreti. V bistvu je ful easy. Da izžrebam eno kapsulo, se zašli pa dve, ne, bom samo eno. Leto, kaj dobro zgleda. Wow. Da, bil si potreben pomladim. Mnoge zvezde so ti prisojale, da si jih čutil. Rainer Marija Rilke. Ok, še eno bom. Ta mi ni bilo všeč. To je skakač. No. Spremenite svojo steno v stopnico. Spremenite svojo steno v stopnico. What? Ok, se imamo tle še kar neki 2, 4, 6, 8, 10, 11, če sem prav preštela, tako da menda je bo kakšna dobra. Samo je to se fune ekološko, a ne?
Vzamem ste plastično, pa papir. Tole imam lahko kot vazico, bom definitivno reciklirala. Ravno sem prebrala tole knjigo Love Me Tender od Constance Depré, francoska pisateljica. V bistvu pač ful dobra, ne, poročena ženska, ki se loči, oziroma uradno nista ločena, no, imata otroka, postane lezbika in potem je ta bivši mož, ne, oziroma partner, s katerim sta več skupaj, vzame otroka pod tako pretvezo in lažjo. V glavnem ona pač živi tak nomadsko življenje, v glavnem pač zelo izrazit jezik, tako da res samo za odrasle. Drugače pa ful dobro, no. Pa ful se jih prebere 122 strani, ker se napravno, kva se bo zgodil, kako je lahko sodišče tako, on se je pa zlagal in njej so kar vzeli otroka, mislim, in ga dal njemu in pol valjda je on, tudi ko sta bila, ne vem, ko je imela pravico, da ga vidi, je on rekel ne. In mislim, ne vem, tako kar stisnete, no, priporočam. Ocena 4 zvezdice od 5, tako. Hojla, jo danes še snemam, ker v bistvu gledava serije z dragim, šla sva vmes še na sprehod, pa v bistvu na kavo, no, tako da, ja, počivava, zdaj dragi skočil po čevape. Šel je v Valterjeskat, njam. V bistvu lahko še današnji citat preberem. Če tvoje sočutje ne vključuje tudi tebe, je nepopolno. Jack Kornfield. Ja. Še 2 sledelki je prišel request, da preberem citate in ker so v bistvu ful lepe misli, bom prebrala in sicer mi je napisala: vsak dan je lahko prav poseben dan, samo moraš ga znati ceniti. Kako res je to? In pa še Girl 456 je napisala: sreča je mavrica, ki jo nosiš v srcu. Barve. Me takoj na barve spomne, ker sem recimo porada barve. Čevapi so bili ful okusni. Tukaj bom zaključila vlog. Se pravi, ne pozabiti za giveaway oziroma za darila, če želiš rokovni komentirij ali pa če želiš to razglednico. Če pa nisi polnoleten, polnoletna, pa prosim povej staršem, da se strinjajo. Jaz obljubam, da ne bom zlorabljala naslova, da ne bom z nikomer delila tvojega naslova, tako da je pač vse varno. Znači, to je super, da ti bi vlog všeč, hvala, da si tle, hvala za podporo, res ful cenam. Kdaj se spet gledamo, če ne prej v naslednji ponedeljek, zdaj pač malo manj objavljam. Če imaš še kakšno idejo za videe, recimo, ne vem, v vlogih, kaj želiš videti v vlogih, če se ne želiš videti v vlogih, če te kaj tako odveč, ko snemam, napiši komentar, se vidimo, rada te imam, čau, čau. In imej lep začetek tedna.